dva pristopa k menedžmentu talentov, ekskluzivnega in pa inkluzivnega. Pri vključujočem gre za to, da poskušamo pri vsakem posamezniku razvijati njegove talente ali pa njene talente, medtem ko gre pri ekskluzivnem za to, da izberemo neko skupino ljudi, ki so nadpovprečno talentirani in potem več sredstev investiramo v njihov razvoj. Z vidika pravičnosti smo preučevali to, kako vidijo sebe kot talenta, in drugi vidik, kako dojemajo meritokracijo, se pravi, kako podjetja alocirajo sredstva. In ugotovili smo, da seveda pri dojemanju tega, kaj je pravično ali ekskluzivni ali inkluzivni vidik menedžmenta talentov bolj pravičen, dojemajo tudi, kako vidijo sebe. Če se vidijo kot, da so med izbranimi talenti, potem bo za njih seveda bolj zanimiv ekskluziven pristop. Če pa se ne vidijo med temi izbranimi talenti, potem pa bolj pravičnega dojemajo inkluzivni pristop k menedžmentu talentov. Percepcija pravičnosti ima bistven vpliv na to, kako ljudje procesirajo svoje stališča in vrednote v vedenje, tako da se takrat, ko percipirajo, da so pravično obravnavani, vedejo tako, da so bolj pripadni, bolj produktivni, medtem pa na drugi strani takrat, ko dojemajo nepravičnost, poskušajo to nepravičnost nekako uravnotežiti ali z nekimi pozitivnimi vedenji, včasih pa tudi z manj pozitivnimi vedenji. Par vidikov je tukaj pomembnih in bi jih izpostavil. Prvič to, da podjetja jasno komunicirajo, kakšna je njihova filozofija menedžmenta talentov. Drugo, da razmišljajo o tem, kakšen je njihov poslovni model in kako se ta filozofija menedžmenta talentov z tem modelom povezuje in usklajuje. In zadnje, razmišljali smo o tem, da je mogoče pomemben tudi hibridni pristop menedžmenta talentov, kjer v bistvu vključujemo vse posameznike in razvijamo, na drugi strani pa tistim, ki so pa še posebej talentirani, pa naklonimo še nekaj več pozornosti.